Neodvisnega predsedniškega kandidata imamo tudi na Štajerskem. Kot 9. je kandidaturo, za katero mora zbrati vsaj 5000 podpisov volivcev, dopoldne v Mariboru napovedal 51-letni Dušan Egidi Kubota Totislo iz Reč. Kubota je bil preteklih 15 let duhovnik, lani pa je bil suspendiran zaradi javnih shodov, ki jih cerkev ni odobravala. Če bo izvoljen, se bo zavzemal za revizijo lastninskega preoblikovanja, za pregledne in nadzorovane javne finance, spodbujal bo socialno zaščito, pravičnost in dostojanstvo delavcev, kmetov in študentov. Kot predsednik bo deloval kot moralna avtoriteta. Da mi je odločitev dana od Boga in da se jaz odločam, ker grem služiti Bogu in človeku v najvišji stopnji odgovornosti, da v središče v Sloveniji pride človek in vrednote in da ta domovina dobi sijaj, ki ga je imela 1991. Po statističnih podatkih je Slovenija junija izvozila za 1,8 milijarde evrov blaga, uvozila pa za 1,78 milijarde evrov blaga. V primerjavi z junijem lani je bil izvoz nižji za odstotek, vrednost uvoza pa je bila nižja za 4,5 odstotka. Slovenija še vedno največ uvaža in izvaža v države članice Evropske unije. Zdravniki na vrhuncu gobarske sezone opozarjajo na posebno previdnost pri nabiranju gob. V ljubljanskem kliničnem centru so letos zaradi zastrupitve z gobami sprejeli že 7 bolnikov, k sreči so vsi ozdraveli. Simptomi zastrupitve z gobami so odvisni od vrste zaužite gobe, najprej pa se pojavijo bolečine in krči v trebuhu, slabost z bruhanjem, driska in huda žeja. Pred nogometaši Mure in ukrajinskega Arsenala iz Kijeva je povratna tekma 3. kroga kvalifikacij za Evropsko ligo, na kateri bo naša ekipa branila prednost 3-0, ki so jo slovenski nogometaši po visokem porazu pred tednom dni v torek dobili za zeleno mizo. Zvečer so se na mariborsko letališče vrnili mariborski nogometaši, ki so na povratni tekmi 3. predkroga Lige prvakov zmagali v Luksemburgu. Domači Didelanž so premagali z 1-0. Tako so si že zagotovili nastopanje v Evropski ligi, za tekmovanje v Ligi prvakov pa morajo uspešno prestati še 4. krog kvalifikacij. Kdo bo nasprotnik vijoličastih, bo znano jutri. Danes bo sončno, v severni in severovzhodni Sloveniji bodo nastale posamezne plohe. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo. Drugod bo sončno, čez dan bo nastajala spremenljiva kopasta oblačnost, na severu lahko še kakšna kratkotrajna ploha. V soboto bo sončno, v notranjosti čez dan spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami. Še nekoliko hladneje bo. V nedeljo bo večinoma sončno. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Delnice Nove KBM na borzi dosegajo najnižje vrednosti. Fotografe Jure Eržen se predstavlja s portreti iz enega najbolj varovanih zaporov. Bili smo na treningu nogometašev Mure, ki ima lepe možnosti za dodatne kvalifikacije za Evropsko ligo. Bodite z nami ob 18.